TV. Kids TV. Živjo otroci! Danes vas prav lepo pozdravljam, en tak lep, sončen poletni pozdravček vam pošiljam. Zami sem Maja in pa seveda tudi naša Diana. Spet je čas za našo jogo. Danes imam pripravljeno prav posebno in to je jogijsko pustolovščino. Kaj je to pustolovščina? Še ne veste? Naj vam kar povem. Odpravili se bomo na en super izlet. Ker je še poletje in je zunaj zelo toplo, danes predlagam, da se odpravimo na morje. Ste za? Radi plavate? Se potapljate? Igrate ob morju? Potem pa kar pojdimo. Odleteli bomo z letalom nekam daleč, kjer je zelo toplo. Pa se uležemo na tla, stegnemo roke in poletimo z letalom. Dvignemo roke visoko in letimo. Letimo med oblaki v eno smer in v drugo smer. Pa še više se dvignemo in počasi se spustimo, pristanemo. Prišli smo na morje, na čudovito obalo. In ker sonček zelo močno sije, se najprej namažemo sončno kremo. Vzamemo kremo, jo stisnemo in namažemo, pa še pomasiramo noge. Takole pomasiramo. Vam paše masaža? Se radi masirate? Lahko vas pomasirajo tudi mamice ali pa očki. Najprej noge namažemo, potem namažemo še roke. Tako roke in jih dobro pomasiramo. Eno roko, drugo roko. In seveda ne smemo pozabiti na lička. Pomasirajmo lička. Masiramo takole. Nos namažemo, pomasiramo nos in pa čelo. Super, zdaj smo pripravljeni in kar lahko skočimo v morje in zaplavamo. Ko tako plavamo po morju in se potopimo na morsko dno, tam zagledamo morsko zvezdo. Morska zvezda ima 5 krakov. Postavimo eno nogo, 1, 2, roko 3, glava 4 in še ena roka 5. Tako 5 krakov. In samo opazujemo tole zvezdico. Kako lepa je in kako velika. Nekaj časa jo opazujemo, potem pa odplavamo naprej. In zagledamo velikega morskega psa. Se kaj bojite morskih psov? Ne, prav nič, prav slišim. Še dobro, potem pa kar gremo plavat in si pogledati tega velikega morskega psa. Uležemo se na tla, skrijemo roki za hrbet, zapletemo prste, dvignemo nogi in se dvignemo visoko. Veste, da ima morski pes močne in ostre zobe? Tudi vi jih imate, pa mi jih pokažite takole. Takšne močne zobe ima. Se dvignemo še više in se počasi spustimo. Veste, jaz pa se malo bojim morskega psa. In ker mimo pride delfin, ga primem za plavut in z njim odplavam daleč stran. Roke zalepimo na tla, potem pa stegnemo noge in dvignemo rito visoko. Takole odplavamo z morskim psom. In takole odplavamo z delfinom na obalo. Delfin nas je pripeljal vse do obale. Malo smo utrujeni, zato si odpočijemo. Tam na obali pa zagledamo morsko deklico. Morska deklica ima plavut, zato postavimo nogi na stran. Roki pa skrijemo za sabo. Morska deklica se obrne, nas pogleda, potem pa nam pomežikne. Najprej z enim očkom, potem z drugim in še z obema. Lahko tudi vi pomežiknete tako. Poskusite še enkrat, z enim očkom, z drugim in z obema. Odlično! Morska deklica se obrne na drugo stran, zato se obrnemo še mi. Postavimo noge, roki skrijemo in spet pogledamo tudi mi nazaj. In še enkrat pomežiknemo.
Z enim učkom, z drugim in z obema. Odlično, super vam gre. Morska deklica se odloči in gre plavat nazaj v morje. Mi pa tam sedimo na skali in zagledamo, kako mimo pride rakovica. Čisto potiho, rakovice so precej boječe. Skrijemo eno roko, skrijemo drugo roko, pokažemo eno nogo, pokažemo drugo nogo in potem dvignemo rito visoko navzgor. Tako, in smo rakovice, še glavo spustimo nazaj in potisnemo naš trebuh še višje. Super, rakovice, ste, se lahko tudi premikate tako. Ena noga, pa gremo v stran in nazaj. In ko se rakovica prestraši, se spet skrije. Uležemo se na tla in postavimo nogi nazaj. Rakovica se je skrila, mi pa še vedno tam na obali opazujemo, ali lahko še koga vidimo. Pogledamo daleč po morju in zagledamo veliko gusarsko ladjo. Dvignemo noge, takole gusarji plujejo po morju, čez velike valove, gor in dol. In gusarji plujejo in plujejo, dokler niso tako daleč, da jih ne vidimo več. Po super dnevu na morju pa je čas, da se počasi odpravimo domov. Vzamemo svoj velik kovček, ki smo ga imeli s sabo, ga odpremo, naložimo vse igrače, da ne bomo kakšno pozabili, pa seveda masko in plavutke in potem kovček zapremo. Dvignemo roki visoko in ga zapremo. Takole odlično zapremo kovček. Kovček je zaprt in se spet odpravimo na letalo. Tokrat se kar uležemo, da se malo odpočijemo na letalu. Zapremo oči in se spomnimo vseh lepih dogodivščin, ki so se zgodile. In začutimo sonček, ki nas je cel čas nežno božal po telesu. Božal nas je po nogah, božal nas je po rokah, po trebuhu in hrbtu in božal nas je tudi po ličkih. V mislih se zahvalimo sončku in zahvalimo se za čudovit izlet, ki smo ga imeli. Prišli smo z izleta nazaj domov. Lepo se imejte, uživajte v sončnih poletnih dneh še naprej, pa se spet vidimo kmalu. Adijo! Kids TV.